danes se mi je zdelo nekako, da vas povabim na to novinarsko konferenco iz temeljnega razloga, ker ne bom govoril o dejstvih, ki jih že poznate, zato vas ne bi vabil. Ampak vendarle želim upozoriti na dve stvari, na nekatera nova dejstva, zlasti to, ker se je pojavilo včeraj, prepričanje gospoda Milana Mesarja, tožilca, nekdanjega in pa zapisničarke, ki je bila na ugledu tistega kraja umora, ki je danes predmet razprave okoli imenovanja predsednika Vrhovnega sodišča. Jaz vam moram reči, da se mi zdi odgovorno pravzaprav to, da ne poudarjamo samo tistih prič, ki nekako govorijo v škodo, če bi temu tako rekel, gospoda Masleša, ampak da posvetimo ustrezno pozornost, za vso odgovornost, da seveda tudi tistim ljudem, ki pričajo, odnosno ki govorijo v korist gospoda Masleše. Torej, včeraj, kot veste, ste se dva taka tudi javila, predvsem sta pomembna iz temeljnega razloga, ker sta bila na kraju tistega ogleda, tistega umora na meji. V zvezi s tem je treba reči nekaj, seveda zdaj opozicija ni v vlogi in nima možnosti, da bi soočila te priče, da bi nekako izvedela nova dejstva, ampak to lahko počno samo tisti, ki uradno vodijo ta postopek, to pa je minister Zalar. Zdaj, na dan, bom tako rekel, ko je minister Zalar poslal predlog v državni zbor, je imel na razpolago zgolj javno pričanje ustavnega sodnika Jana Zobca. Zakon pa mu zelo jasno nalaga, kot piše v zakonu, da je potrebno, da minister ugotovi vsa dejstva in okoliščine. Zakon pravi vsa dejstva in okoliščine v zvezi s kandidaturo. Sicer mislim, da ni ugotovil vseh dejstev in okoliščin, ker gospoda Zobca je čisto zanemaril, kot da se ni oglasil, ampak vendar gre za ustavnega sodnika in da bi mogel že takrat govoriti z njim. Ampak dobro, postopki so stekli do komisije gospe Irglove, za katero poudarjam, da delo še ni končala, do mandatno-volilne komisije, ki je kandidata sicer podprla. V tem času, pa kot veste, so nastopile precej novih okoliščin, javilo se je kar nekaj ljudi, torej govorim za čas med podajo predloga in današnjim dnem. Poleg Zobca, ustavnega sodnika, se je vendarle javil vrhovni sodnik Štravs, potem sodnica Zobčeva, gospod Janez Branko, nekdanji sodnik, tudi Marko Škor in za tistim svojim mnenjem in kar številni drugi, ki pa ne želijo biti imenovani, ampak do teh minister sicer nima možnosti. Javno sta se počeli tudi dva nova, kot sem prej rekel, tožilci in zapisničarka, ki sta bila na kraju. Za nas so to nova dejstva. Nova dejstva, ki naravnost, na glas in odločno pričajo potem, da minister Zalar mora zdaj v tem trenutku ali pa v tej fazi postopka stopiti na sceno. To pomeni, da mora opraviti pogovore in ugotoviti, kot pravi zakon, vsa dejstva in okoliščine, ki jih navajajo ti ljudje. Tako tisti v škodo kandidata, kot tisti v korist kandidata. Za nas bi seveda bilo povsem normalno, da bi koalicija, odnosno da bi minister Zalar v tem trenutku začasno umaknil predlog in šel v preverjanje teh dejstev. To bi bilo povsem normalno. Druga, precej normalna okoliščina v normalni parlamentarni demokraciji bi bila ta, da se svetijo neke rdeče luči, tudi v koaliciji, in da koalicija sama z glasovanjem na državnem zboru premakne ali izglasuje, če želite, predstavitev točke dnevnega reda za toliko časa, da minister Zalar omogoči, da opravi te pogovore. Mi ne moremo mimo 5-6 prič, ki govorijo o tem dogodku, brez da bi jih kdorkoli kaj vprašal. Ene in druge. Tako tiste, ki govorijo v korist, kot tiste, ki govorijo v škodo kandidata.
To je po naši oceni potrebno narediti. Zato je seveda tudi pozivam in ministra Zalarja in koalicijo, da to stori. In ministra Zalarja in koalicijo, da to stori. Torej, da za določen čas, to je lahko mesec dni, to je lahko več, to odločanje predstavi. Predstavitev tega odločanja je v interesu najširše javnosti. To je dejstvo. Javnost je dobesedno zmedena. Na eni strani posluša tovrstna pričanja, na drugi strani posluša drugačna pričanja, v interesu vseh državljanov in v interesu vseh nas pa je seveda, da na čelo tako pomembne inštitucije pride človek, ki ne bo, nad katerim ne bo niti najmanjše sence dvoma. Niti najmanjše sence dvoma. Zame, če nadaljujem, zame predstavljajo tudi nekatere druga okoliščine, ki so prišle v času po predlogu ministra Zalarja na dan, ki jih je v bistvu sam kandidat podal, in tisto pričanje kandidata postavlja več vprašanj, kot imamo v tem trenutku odgovorov. Odgovore pa je možno dobiti, to pa je dejstvo. Glede, sam kandidat je rekel, da je bil na ogledu kraja, kot veste, da je seveda truplo bilo na italijanski strani, da ga je videl daleč in tako dalje. Če vzamete še drugo novo okoliščino, da je tam bil tudi nam danes znani tožilec, tudi tega tožilca ni nihče še nič vprašal v tem postopku, prav ničesar pa bi ga lahko, čeprav priča v korist kandidata, se postavlja nekaj odprtih vprašanj. Glede, truplo je bilo na italijanski strani. A je bil upravljen ogled? Kje je bil upravljen ogled? V tuji državi. Torej v državi Italiji, kjer ni jurisdikcije bilo takratnih organov takratne Jugoslavije. Kdo je ugotovil smrt? Verjetno zdravnik, tako je običajno. Kje je ugotovil smrt? Na italijanski strani. Je tam sploh bil? So bili obveščeni italijanski organi. Če je šlo za mejni incident, šlo je očitno za incident. Vi veste, da mednarodno pravo že v tistem času, kot danes pravi, da je streljanje preko črte državne meje predstavlja mejni incident. In kje je torej dogodek bil? A je dogodek usmrtitev tega človeka bila na italijanskem ozemlju ali na slovenskem? Če je bil na italijanskem ozemlju, je domnevati, da se je to zgodilo na italijanskem ozemlju. In vsekakor bi mogli biti obveščeni italijanski varnostni organi, na nek način je logično, da bi prevzeli ogled kraja. Povsem logično, če je to bilo na italijanski strani. Seveda, nastane vprašanje, če so sploh bili obveščeni, tega danes sploh ne vemo. Postavlja se vprašanje, a je kaj v italijanskih arhivih na to temo. Če so bili obveščeni in če so tam sodelovali, morali italijanski arhivi to imeti. Potom mednarodnega sodelovanja je to možno preveriti in je to možno take dokumente dobiti. Ali je bila mogoče neka obratna situacija, da je tista komisija ali karkoli na kraju bilo truplo preprosto ukradla in ga prinesla na jugoslovansko stran. Ne vemo, kaj je bilo. To je možno, ne vemo, kaj je bilo. Ampak dokumentacija v tem obstaja. Možno, da obstaja v italijanskih arhivih, če italijani za to sploh vedo. Dejstvo pa je, da vsekakor obstaja in mora obstajati v arhivih jugoslovanske vojske, konkretno v arhivih KOS-a ali kontraobveščevalne službe. Kot veste, je bilo to takrat pod 5. armado, Zagreb vezano direktno na Beograd. Mnogo podatkov kaže na to, da niso hodili vsi preiskovalni sodniki in tožilci na kraj, ampak samo tisti, ki jih je izbral KOS. Torej, še vedno menim, da je toliko nejasnih okoliščin, ki so lahko v škodo kandidata, ki so lahko v korist kandidata. Mi ne želimo kandidatu delati krivice in se sklicevati samo na tiste ljudi, ki govorijo v njegovo škodo. Akceptirimo tudi ljudi, ki govorijo v njegovo korist. To je odgovorno. Ampak opozicija tega ne more. Mi ne moremo poklicati te ljudi in jih soočiti. Mi jih ne smemo, to ni naša naloga.
Je pa to zakonska možnost ministra, da naredi. In pozivam, da to naredi. Nič mu ne zamerim. Konec koncev, večina teh ljudi se je javila po tem, ko je on predlog že spisal. In zato je prav, da ga pozovem, da umakne predlog, začasno zadrži. Ali da koalicija to izglasuje in o kandidatu odločamo v času, ko ti dokumenti bodo na razpolago. In ko bo minister res detaljno razčistil situacijo. Nenazadnje sodelovanje na nivoju Slovenije in Srbije je danes tako, da sploh ni kak poseben problem pridobiti te podatke. Te podatke je možno dobiti. Slovenija lahko zaprosi, minister lahko zaprosi Srbijo, da mu te podatke da. In jaz verjamem, da jih bo dobil, vendar ne v dnevu ali dveh, koliko imamo še do glasovanja, odnosno do torka.